razen če se ne, potem ne izpusti za vprašanje. Ja, mislim, zelo očitno se sama rada zasanjam fantazijske svetove. Najraje se pač kot pisateljica svojega, ne toliko več v druge, čeprav v druge tudi. Zaradi tega, ker mi v bistvu daje največ nekega nadzora nad stvari, ki se dogajajo, pa tudi, če mislim na vprašanje, kakšen je ta svet. Meni se zdi v bistvu zelo podoben temu, ki je tukaj, s tem, da imam pa jaz nadzor nad tem. Tako da to je pač tako ena možnost. Po drugi strani pa pač se absolutno rada zasanjam tudi v druge fantazijske svetove, ampak predvsem v neke takšne barne, kjer ne rabim imeti občutka nadzora. Recimo, eni moji najljubši takšni univerzumi so recimo, ne vem, Avatar The Last Airbender, ker pač je res taka cozy risanka, ok, absolutno se dogaja vojna in vse to, ampak pač je to comfort character in vsega, da pač se res lahko samo prepustiš, na primer. Ja, Veronika, prosti se že predolgo govorim, kaj pa ti? Jaz imam zelo, a to dela? Jaz imam zelo neko tako kaotično, mislim, v bistvu fantazijski svet je kar ta svet v moji glavi, kjer je vse pomešan in gremo od Rangea, Muminov in Hilde in Totoro do pač hororja totalnega in vsega vmes. Najbolj mogoče, ker sem se s tem srečala v nekih, recimo temu, formativnih letih, še vedno me Sever DC oziroma njegova temna tvar, se pravi neki ti svetovi, kjer so neki artefakti, kjer je neka mogoče ta Dark Academia scena, kjer so neke živali ali pa neki te hyperi, ki so ful luštni in so ful fajn, pa eni, ki so zelo villains, pa pač v bistvu skoraj vse najmanj srednji vek. Ne vem, kaj to točno pove o meni, ampak ta srednji vek scena v fantaziji me malo mogoče živcira, ker se mi zdi taka najbolj pričakovana, medtem ko ostalo. Pa zelo všeč so mi tudi neke te eklektične mešanice, ker ne veš točno, kje si. Ker naj bi bil ta svet, sem potem ni čist. Se pravi, neki odkloni, neki vzporedni svetovi. V bistvu to me nekako najbolj navdušuje. Mene je zelo odvisno od razpoloženja. Mogoče to ni moj lasten primer, ampak ravno zadnjič sem slišala, da ljudje, ko pridejo do zelo velikih obremenitev, prej naenkrat, čeprav so bili prej fani zelo stroge hardcore sci-fi literature, začnejo oboževati zelo cozy slice of life, nič se ne zgodi, vsi smo prijatelji, za negativno sem stvari našla način, kaj pa če tudi nekaj več sloven, okej. Tako da, to se mi ti zanimiv primer, nisem trenutno v tej fazi, ampak ko sem tudi dober izhod, dobra možnost, da videl misli, ki je šel kaj zravi. Te stvari, ki ste jih našteli, a bi rekli, da vplivajo na progresovni svet, v horor ali pa med mumine, ima to nek vpliv na te, ali se vsakeč postopačuješ? Ja, itak da ima vpliv. Mislim, nekako boje, ne po eni strani, ker jaz živim, pa si mislim, kako škoda, da ni pač te muminov šel vmes, ker je bilo ful cute. Pa jaz bi takoj živela v mumin dolu. To je itak da ti vpliva, se pravi, malci mogoče vsak dan zelo počasen. Po drugi strani pa tudi pač najdeš v teh zgodbah pa nek ali povek, ali neko domišljijo, ali nek navdih mogoče za kako stvar. Jaz pa rada iščem tudi povezave, pač, ker imam to komparativistično ozadje in pol vedno gledam tudi te medbesedilne stvari, pa navdihe, pa pol vlečeš pač povezave skozi celo zgodovino literature. To se mi ful velikrat dogaja, da preberem končno, ne vem, neko bolj klasično delo, ki sem ga ful zamujala in pol pač naslednje pol leta, tle je tudi ta vpliv pač tega, tle je tudi to nisem vedela. In pol nekako tudi rada si take neke zgodbe sestavljam sama. Tako da, meni se zdi, da mi ful vpliva na ta način, no. Na nek ta bolj čustven, mogoče to pa nekako, mogoče ne to. Kaj pa ti, a se ti dogaja, kako se včasih vsakam dogaja, da živijo ostati v svoji glavi, pa imate potem privatno šolo? Ja, velikrat, veliko se kregamo.
Ja, iz tega vidika zelo dobro je včasih znesti jezo nad nekimi svojimi liki ali pa karkoli podobnega, zelo nasilje, navest nad ljudmi v resničnem življenju. Zelo bolje narediti neke like, ki pač tako mogoče spominjajo na neke modele iz tvojega življenja in v tem si malo dati duška. Tako da definitivno ima lahko pač pisanje in pa tudi potem branje, recimo nekih podobnih prizorov v drugih fantazijskih zadevah, pač nek zelo dober učinek, lahko pa v bistvu tudi malce negativen, ker recimo, tako kot recimo, če imaš nekaj zelo lepe sanje in se potem pač zbudiš iz njih in si tako malce razočaran, ker pač si res, sploh če si se zelo vživel v neko fantazijsko literaturo, bolj je ta svet, v katerega prideš nazaj, kar malo bolj siv pa mede. Tako da, ne vem, mislim, jaz, ko sem bila mehna, sem imela zelo težave s sprejemanjem tega, da pač se zdaj, da ne bom našla tiste omare, skozi katero sem gre naredila. In mislim, da je ta deziluzija bila tako ena bolj bednih. Tako da ja, ampak sem pa že res srečna, da sem brala fantazijo. Skratka, ja, je pa nevarna, ker ti da pol na koncu. Mislim, zdi se mi, da pač nekdo, ki je zelo vpet v fantazijo, ima to sprijaznjenje z krutim, sivim, resničnim svetom. Mislim, ima pred sabo težjo nalogo pri tem sprijaznjenju. Ja, sej, to je kar pogosto pojav. Zdaj mogoče, mislim, mislila tudi na kolega, ker nam je še tako krasna reklama naredil za ta dogodek. Sicer je reklama šla v smeri, da bom sedel prvi vrško, zato ker bomo tudi govorili o prstih in o cudanju in tudi stvari. Zdaj, kaj? Pa ne boste. Vampiri še pridejo definitivno na vrsto, ampak me mogoče ena od stvari, ki bi hotela omeniti, zakaj, ki je sploh ideja za ta dogodek, ki je pa šla čisto nekega profesorskega rentanja, tudi s kolegico tam zadnji, skratka, govor je bil o romantaziju in o, tukaj mogoče pride na vrsta malo ta prsa, ampak ne bomo še detajle, se si lahko predstavljate. Pač kaj romantazij naredi. Zdaj neke sociološke raziskave oziroma razlage tega pravijo, da romantazij berejo v povprečju ženske srednjih let, zgodnjih srednjih let z velikimi organizmami, z velikimi otroki, z napolnimi karierami, ki skozi fantazijo si nekako namišljujejo bolj funkcionalnega partnerja, kot ga mogoče imajo. To je sociološka razlaga. Zdaj, a se ne prepoznate, ali ne, to je na vas. Statistika boj, da tako pravi. Ampak, ne, se pravi, ko naj bi te bralke srednjih let z majhnimi otroci brale o vampirih, starih pač 100 let, naj bi v njih našle tega idealiziranega partnerja, ki je sposoben za sabo pospraviti štumfe, pa možnost izrihtati grad, ki ima najbolj služinčat, seveda, mogoče sploh vampir ne rabi pospravlja štumfov, ker služinčat pospravlja štumfe. Ali pa zvir, pa ima knjižnico. Ali pa to. Seveda se zmeri jemlje za samoumevno, da je ta služinčat zelo fair plačana, da so vsi zadovoljni s pogoji dela, da je on zelo prijazen do njih, skratka, ne treba ostati na pozitivni notikle. Ampak zanimivo vprašanje, ki se tukaj pojavi, je, zakaj mora biti ta funkcionalen partner par 100 let dobro ohranjeno truplo v resnici. Veš, te življenjske izkušnje rasta, pravijo, da moški imajo kakšne dozorijo, ženske in pač rabijo tistih svojih 200 let, mogoče mislim, to nekako, mogoče s tem sodelujemo, da se malo, veš pa kao vino, da se malo omedija. Ja, te potem lahko iščemo odgovor, zakaj se to več vlaga v raziskave za moško zdravje, ne tudi za žensko, ker pač treba ohraniti moške dlje pri življenju, da imajo ta cajt. To nismo še pri par stoletja, ampak je mogoče bližnje podobnosti. No, ampak če gremo proč od sociologije, ker sociologija se ne hvala tudi z nezavednim, jaz bi tukaj mogoče čist
narahlo se probali dotikati neke psihoanalitske teorije, ne globine, ker to je bilo preveč zakomplicirano za te namene, bom pa pol za tiste, ki vas več zanima o tem šerala mogoče neke linke. No, psihoanaliza tle reče, da mogoče bi lahko razmišljala o tem tudi na drugačen način, se pravi ne samo, da čisto na to prvo žalobo, da si zamišljamo tega vampirja, ki bi nam čudežno rešil vse življenjske probleme, ampak v bistvu, da ne gre za to, za pričakovanje, da bi se nekdo drug čudežno pojavil, pa zamahal s palčko ali pa z zobmi, ali kaj takim, pa odstranil probleme, ampak kdo je ta bralka v tej drugi zgodbi, se pravi, kako si sebe predstavlja v drugi situaciji, ne? V svoji realni situaciji, kjer njen, mogoče nima 2 metrov, pa širokih ramen, pa velikega gradu, je ona nekdo, ki ima zelo velik obremenitev v življenju, se pravi, v tej ta drugi zgodbi pa je nekdo, ki mogoče dobi tudi dar večnega življenja ali pa kakšna krila, odvisno od zgodbe, ne, se pravi, dobi sama neke supermoči, nek drug družbeni status, predvsem se razpremeni, pospravljanje štumpov in vseh ostalih zadev. Se pravi, gre za to, kaj si lahko bralka predstavlja, da je nekaj drugega v drugi zgodbi, ne, kaj si namišlja, da bi od drugega dobila, če ima nek point. Pa kimjajo ima nekaj. Bom še, lahko razložim še malo bolj detaljno, čist na hitro razložim tercanje stasi. Subjekt se formira po nekih psihoanalitskih teorijah na način, da ti drug pove, lej, ti si to. Ko se otrok pogleda v špegel, mama reče, lej, to si pa ti, in otrok dobi informacijo, to sem pa jaz. Na ta način se vzpostavlja ta identiteta počasi. Zdaj, zato mogoče smo nekateri sledi se bolj zavedali enih oznak, drugih, eni so dobivali oznako, ti si pa priden, drugi so dobivali oznako, ti si pa poreden in tako naprej, in pol dobiš te oznake in si včasih formiraš. Zdaj, te oznake nikdar ne povejo cele zgodbe o tem, kdo si ti, zmeri nekaj zmanjka in ta manjka ti zmeri nekaj, kar nas moti in ga probamo prekrivati z domišljijo. Vsakič, ko se predstavimo nekomu živo, jaz sem pa urednica, jaz sem pa pisateljca, jaz sem pa psihoanalitičarka, ne povemo še vsega, kaj vse smo, ampak povemo samo del tega. In ko povemo samo del tega, smo že malo na ravni fantazije, ker si izmislimo zgodbo o sebi, kao pove vse, ampak valjda ne. Seveda razumemo, da obstaja še vse ostalo, ampak v tistem trenutku, ko se predstavimo na tak način, to vse ostalo zvodeni. Dost teorije mogoče se ta moment, da se vrnemo na nekaj bolj konkretnega. Gremo na primere, bo mogoče bolj jasno. Gremo mogoče na namišljene svetove. Čakaj, tle, kako eno naprej. Nam je rata. Rata nam je. Ok. Julija, ti si oblikovala cel svoj svet v 3 debelih knjigah in še nas čakata 2. Imamo eno ogromne zemljevitke, pa še v tvoji zadnji knjigi. Kako si oblikovala ta svet? Ali bo veliko zadev? Ja, da je bil ta del zelo zabaven, samo osebno, zaradi tega, ker recimo, da imaš tako prazen planet in si tako, ok, zdaj pa tukaj vse, kar se meni si ful zanimivo. In nisem še prišla do čist oseb. Mislim, če zdaj začnemo samo z geografsko platjo, recimo so neki berlinski gozdovi, ki so takih pa takih barov, ki po njih take pa take reke tečejo, take pa take živali, ki pri nas ne obstajajo. In pač kaj mi se zdelo blazno kursko, da bi to bilo, oziroma da bi jaz lahko hodila po tem, pač bi mi bila ful dobra izkušnja. Tako da, to je en primer, recimo. Tako da ja, bolj sem metala stvari, ki jih hočem imeti. Ampak za potrebe zgodbe je seveda treba pač ta svet vplesti tudi neke protivteži, se pravi pač nekaj, kar grozi vsem tem čudovitim stvarem, ki jih pač jaz in moji liki želimo ohraniti. Tako da v bistvu potem sem začela pač naseljevati ta svet za neko magijo, ki jo je bilo tudi treba naštudirati, oziroma sem jo želela naštudirati. Se pravi pač kako kakva bitja
jo uporabljajo, kaj lahko eni naredijo, kaj drugi, kaj bi se nam zdelo cool narediti. Se tako razmišljati o tem, kaj bi bilo zelo koristno, če bi pač obstajala neka stvar kot magija, pa kaj sploh magija je, se pravi pač na kak način jo ta bitja dobijo, druga pa ne. Se pravi pač, kaj bi bolj naredila ta bitja z magijo, se pravi pač in bolj je ta magija postala nek zelo pomemben gradnik vsega tega sveta, se pravi in pač naravnega dela in družbenega dela in na koncu dneva tudi psihološkega dela teh bitij in bolj se pač začela zgodba sestavljati v bistvu po ugradnji tega sveta. Je pa pač, se pravi, neki, pač moj recept je bil nekaj, kar imaš ful rad, ful stvari, ki jih pač imaš ful rad in bi jih pač rad imel na nekem svetu, da bi bilo tebi zanimivo živeti v njem in bolj nekaj, kar preti tem lepim delom. Pač to je tako recimo ena taka zaslova. Se pravi, v bistvu si zgodbo postavljala v svet, ki si si lahko razmislila po svoje, sem s to, kar si lahko to naredila. Ja. Ali v tem glavni huk fantazije, zakaj bi ti rekla, da uporabljamo žanr, zakaj ne pišemo vseh zgodb samo v obstoječem svetu? Jah, veliko stvari. Mislim, eno je to, da pač ta svet poznamo in nam ima že dolgo časa, in malo pusti, malo izpraznjen in malo preč predvidljiv v tej smeri. In tudi pol velikrat, če hočeš, ne vem, pisati neko družbeno kritiko, ali pa biti malo kritičen, ali pa malo satiričen, ali pa ironičen do česa, to lahko hitro izpade moralistično, ali pa ponavljajoče, ali pa nekaj, kar že vemo, da bo. Medtem, če pa predstaviš te iste teme v nek svet, kjer so, ne vem, neka rasa je zdaj ful zatirana, ne vem, unicorni so ful v eni ogradi zaprti in vsi drugi so malo dobe. Pa lahko nekako s tem nekim predstavljanjem stvari v bistvu zelo bolj na široko zagrabiš neke teme. Zelo bolj se lahko najdejo noter vse možne stvari. Se vemo, da tudi pri interpretacijah literature na splošno, pa tudi fantazijske, se polkrat zgodi, a ja, ne, v bistvu to je pa, ne vem, to je pa rasizem. Pa reče, avtor, jaz sploh nisem, avtor rasizma, jaz sem se ne vem, če ukvarjal. Ampak se vse to nekako noter prenaša, je pa način, na kak način to narediš, pa zelo lahko tvoj, zelo nekako iz katerega kota boš šel, kaj si boš vzel. Imamo tudi neke čiste dobesedne distopije, ne vem, v smislu, da imajo samo, eno sem brala, da imajo samo toliko besed na dan, ko jih lahko rečejo. Se pravi, odvzem glasu, kar je totalno široka tema. Julija ima tudi veliko, ne vem, vojne, politike noter, ampak ker so to pač neka bitja, pa ker mi točno ne vem mogoče, kako kaj delajo, da se bomo sproti izvedli. Ni to pač tako, da bi pobral nek zgodovinski roman o neki svetovni vojni, tam je to ta rekel, ta je to rekel. Nekako smo utrujeni mogoče od tega, pač kaj je vse tle. Medtem pa te pač neki izmišljeni svetovi pa lahko ponujajo veliko enih postopnih točk, mogoče fokusov, pa pač ta domišljija, ja. Mislim, ta moment tega ustvarjanja nečesa izmišljeno, to jaz ful cenim. Ker se mi zdi pač vse, če ti obožujem pač stvarno, mislim, to literaturo, ki se dogaja v tem svetu, pa je zelo dobro napisana, ampak zelo, zelo cenim to moč ustvarjanja iz lufta. Mislim, to, da dejansko nekaj ustvariš, kar še prej nikoli ni bilo, kar še noben si mi mislil prej. Tudi če uporabljaš neke motive, ki so že znani, pa jih na svoj način, ampak dejansko, da pač rečeš, evo, pač to je pa nek ta svet, ki ga jaz mislim, ki ga mislim in ustvarjam s tem. To se mi pa res zdi, to je v bistvu po moje ta magija v resnici, do katere ima človek dostop. Če sem zdaj ful klišejska pocukrana, ampak to je v bistvu čarovnija. A to se ti zdi? Stvari, malo spustila ta magija, naj ostane v zraku, ne pa grejo bolj na realna tla. V bistvu del tega, kar si govorila, kar sem slišala, je, da lahko z izmišljenim svetom, s tem, da si misliš unicorne, laže ali pa bolj direktno poveš nekaj o našem svetu. Se pravi, z domišljijo pokažeš na neko realnost. Samo ubesediš drugače, narediš drugo sliko o nečem, kar že tako obstaja. Ja, v resnici. Vse recimo tudi imamo, recimo District 9, ko je okrožje 9 film, to so direkt pač geto scena.
zato so pač tam vesoljci. Ampak če bi to, se tudi gledaš pol Schindlerjev seznam, pa kakoli, ampak to pa nekako da ustvarjalcu možnost, da mogoče pa nekaj še pove o tem, na nek drug način. Ne. Tudi recimo ni pol, malo se lahko tudi odmakneš, malo se lahko zabaruješ, malo se lahko odmakneš od tega, da boš paziti, kaj boš rekel. Ne. Ti ne moreš tam si izmišljevati mogoče neki stvari na neki zgodovinski podlagi, kaj se je dogajalo, pa bi ti bilo nekaj za zgodbo recimo super ali pa za en lik. Medtem ko v nek fiktivni svet ti lahko noter vpleteš neko stvar, ki ne bo rekel, to se pa ni zgodilo, seveda se ni v resnici zgodilo, ne? Ampak ti pa služi mogoče za neko zgodbo ali pa za nek značaj ali pa za nek premik. Kaj pa misliš, da z magijo dosežeš? Ne vem, pa po mojem ta magija tak en del ta del otroškega čudenja in čarobnosti. Ne vem, če je lahko zelo, zihem imaš ti kako bolj depresivno razlago. Ne dvomim v to, ampak osebno mi je pa vedno bila bolj na to, pač to stvar tega ustvarjanja, stvariteljstva, pa karkoli. Je to tisto, kar se ti zdi najbolj fantastično? Meni se zdijo najbolj te svetovi, mogoče tako Jure, da je cel svet, ki obstaja in pol vse, kar se ne dogaja. Ni nujno sploh ni, da je magija, zares, ampak da je ta nek nov svet, ko vstopiš v njega, ko nek tako potnik, ki pač se razgledaš okrog in te stvari presenečajo iz vseh smeri. Ker meni se zdi najbolj fantastičnega pri fantaziji. Imamo ljudi, ki lahko letijo, ljudi, ki se lahko transportirajo, lahko zamenjamo čas in prostor in gremo čez vesolje in jahamo z majem, mislim, kako ste. Ampak meni se zdi najbolj fantastično pri fantazijah ponavadi to, da se ljudje znajo pogovarjati, da se razumejo med sabo, da dialogi potekajo tako, da nekdo nekaj reče in nekdo reče, razumete točno tako, kot si ti mislil, in potem prideva do konsenza skupaj in potem točno se ni veliko nesporazumov. Če so nesporazumi, so zelo spretno vpleteni v scenarij, v knjigo. Ne vem, kaj je lažje pisati, nesporazume ali sporazume? Meni osebno je lažje pisati nesporazume. Mislim, to je čisto moja osebna izkušnja, ampak pač moja knjiga tako temelji na nekih nesporazumih in pol pač na koncu pride ali pa tudi ne do nekakšnega sporazuma. Po veliko nesporazumih, ki so sprožili veliko posledic. Ampak ja, vendar pa je še zmeri fantazija in mogoče ta sporazum na koncu po vseh teh nesporazumih ne bi bil tako zelo mogoče. Pa nekaj, kar bi želeli imeti. Ker pač je nujnega zato, da se magija in vse reši. Tako da ja, definitivno, če bi pač pisala neko realistično literaturo, pač ti dialogi, sporazumi, nesporazumi, drugače potekali. Bolj nesporazumi. Bolj bi bili brezvezni, iskreno. Pač bili bi zoprni za brat, ker so sam še en pogovor, ki ga slišiš vsak dan in iz njega ne izveš ničesar novega. In ti gre malo na živce, da ljudje komunicirajo na tak način, ko ima nezmožnost komuniciranja in tega imamo že toliko dost, da pač človek pobere v nekem tekočem pogovoru, kjer se dva komunikatorja med sabo razumeta, je pač tako, je blagodejan za tvojo dušo. Ker pač si tako, wow, pač, ki je dober pogovor. Ki je dober, kako sem normalna pogovor. Magično, ne? Ja. Zdaj bi vam dala eno nalogo, če ste za. Zamislite si svoj najljubši fantazijski svet. Lahko je srednji vek, ne bo za Veroniko, definitivno ne, lahko je vesolje, lahko je 19. stoletje, lahko je distopija, cyberpunk, karkoli, ki je se počuti najbolj doma, tisto, kar vas najbolj potegne, mogoče na splošno, ampak v tem momentu. Troši sem pomisliti. Imate? Tako, pesmo imate. Zdaj, ne rabite povedati na glas, ne rabite nikomor tega vlaka povedati. Skratka, to je ena tabelča, ki je by the way disclaimer, vsi me poslušate disclaimer.
ne se samo analizirati. To je okvirno mišljeno zato, da na primerih predstavimo malo tisto, kar sem na začetku predstavila, pa mogoče sproti tudi. Skratka, bom vzela Veroniko za primer, ki je rekla, da ne mara srednjeveškega sveta, ne, se pravi, Veronika nima nagnjenja k temu, da bi stvari mogle obstajati v neki celostnosti, nima te fantazije, da mora biti vse na kupu, nima velikega občutka, da je nekaj manjka. Tako, Veronika se ima, kar se tega tiče, kar fajn. Zato bi nekako na hitrco razložila. Zdaj obstaja še veliko svetov. Tisti, ki fotkate disclaimer, ne, prosim, tega proresno imam. To je ilustrativno. To si potegneš telefon. Tudi, ja, res drugače to jemljete tako, kakor če vas boli rama, pa začnete googlati simptome. Sam tako, fun fact. Tako približno deluje že fantazija. Ampak kako vprašanje glede tega sveta? Kako pa če je kakšen drug? Lahko poveš friendov primer, ki bi se na svet. Ne, ok. Ja, meni se ne zdi v resnici, da to, kar ste zdaj govorili, da se fantazija, da v bistvu izhaja iz naše domišljije in tako naprej, izhaja iz 10.000 let mitologije in religije, folklore in tako naprej. Zelo malo tega je zdaj kakorkoli v bistvu tako toliko odvezano od tega, da lahko rečemo, da je na drug način ustvarjanje, kakor je sicer pač pisanje. Torej, jaz me zanima mogoče, to je čisto moj primer ravno, zanima me tudi v bistvu to, ker pač imaš ti ta moment terapevtski. Zanima me ta del, kjer so te svetove v bistvu to, kar imamo na zapiti jezik od safe space, ampak da v bistvu kot razraščen ta v bistvu nek varni notranji prostor, kjer v bistvu lahko inkorporiramo noter. V bistvu zelo veliko se mi zdi pač tega, kar jemljamo naprej, tak svet ne razumem, v katerega lahko inkorporiramo veliko tega, v bistvu, kar je arhaično, kar je mitološko, kar je religijsko, ker se mi zdi, v bistvu gre verjetno, mislim. Za meni se zdi, da če greš v globino nekih takih stvari, gre pol za naslovitev nekih eksistencialnih vprašanj, pa mogoče v bistvu nek reimagining pač v bistvu teh eksistencialnih vprašanj. Tudi še skozi filozofijo, ker verjetno potem daš filozofske vere. Mislim, mogoče da ni čist. To so lahko neke tehnike, s katerimi se lahko marsikaj doseže, lahko se doseže pomirjanje, lahko se doseže raziskovanje, lahko se to uporablja v terapevtske namene, lahko se pa to uporablja v pisateljske, scenarističnega, kakšne bolj namene, temelji na domišljiji, ki se v tem uporablja na razno načine, to lahko čisto ekstremno posebno predavanje, to je dodatna tema. Jaz bi mogoče odgovorila na prvi del vprašanja. Zdaj, v bistvu pač miti in tako naprej, to je iz domišljije razvito, nisem zdaj pač to, kar verjamem, ampak to je fantazija v bistvu. Se pravi pač, če si sposojamo neke motive, neke religijske motive, neke pač mitološke motive, ki so že pač, kot ste rekli, pač zelo stari, tudi takrat so se ljudje ukvarjali s fantazijo in pač si to misliti. Pač mi si se sposojamo neke stvari in pač te neke posamezne elemente skladamo v nove celote in dodajamo neke nove stvari, čisto vse sposojamo. Tako da pač mogoče se ne bi strinjala s prvim delom. Ne se mislim, da ni vprašanje tega, če je vse izmišljeno ali ni, ampak da je vprašanje tega, koliko se razlikuje od pisanja drugih žanrov, pač, ker če vzameš meščanski roman, karkoli. Pač v bistvu gre za vprašanje medbesedilnosti, citatnosti in nekih naratoloških postopkov. Zaradi tega, ker to pač bolj, mislim, če si literarno-teoretsko je to bolj kompleksna zadeva, kot v smislu malo se vzamemo, tu malo se vzamemo, da ni, mislim, dejansko je veliko nezavednega, to, kar zdaj pač govorite, da jemljamo in se mi zdi natančni. Ampak ja, se mi zdi, da je pač nekako
da vedno znova pač v bistvu jemljamo iz bazena tega, kar je v bistvu nekako nam znano. Pač nikoli ne moremo pač biti brez konteksta kot avtorce oziroma avtorje. Pač kontekst vedno obstaja, tudi če delamo v žanru, ki v bistvu na videz to mogoče malo manj, ker na videz mogoče to zamejimo. Ja, definitivno. Gotovo, mislim, znanje pade kar izgubita, pač definitivno se ga naučimo, ga poberemo tudi. Velikrat, kadar mislimo, da nam nekaj pade iz lufta, se sam najbolj ne spomnimo, od kje je nekaj prišlo, tako da to definitivno drži. Mogoče samo še za te tipe. To so čisti tipi, ponavadi tudi v žanru, v delih ne najdemo samo takih čistih tipov, velikrat se delo knjiga poigrava žanru, pa ga okolo obrne, pa satirizira samo en del, skratka, tudi zaradi tega svet rezervo animacije te zadeve. Ampak gremo mogoče lahko naprej k protagonistom, pa pridemo še k protagonistom, pa lahko, da se žanemo, da imamo vampirje, tudi vampiri so lahko protagonisti, pa smo pa teh vampirjih, ki smo jih na začetku promovirali. Kaj si hotela povedati o vampirjih, Veronika? Vampiri so ful fascinantni, ker skozi že obstajajo, lahko rečeš pač iz nekaj kultur, iz roman, iz strasti, mislim iz tega pač, kako se je ta simbol mogoče vampirja razvil, to je tudi zanimivo. In kako se ga mene tudi zanima, kako se ga prikazuje v filmu, v serijah, na kak način se ustvarjalci tega lotijo. In ful zanimivo, da se vedno je treba odločiti, ampak da eni so bolj pomembni v teh odločitvah. Pravi, eni se odločijo za lepe vampirje, kao take čudovite skrivnostne, to imamo recimo zdaj to serijo najnovejšo, pa tudi pač ta film, intervju z vampirjem so tudi bili zelo taki hudi tipi notela, tistega časa. Tako da to so nekako šli v to estetiko, pač da to je vsaj neko lepo bitje, ki te malo začara. Medtem po drugi strani imamo pa te ene režiserje, ki si pa rečejo, ja dobro, pa se zakaj bi nas samo ta lepota privlača, Ker so na tem, to je to dobro hranje. Tako, in grejo pa v bistvu na tole, a to si dala tega, Skarlata, ja. In pa seveda kolega Klausa Kinskega, ki je po mojem en izmed najbolj fascinantnih vampirjev v filmih, zaradi režiserjeve vizije tega. Se mi zdi, da najbolj odstopa mogoče od nekega modela, ker ostali imajo zelo nekako tako zgodbo, zelo resen se jemljajo. V bistvu edini, ki se res ne jemlje resno od teh ta velikih referenc, ampak ne na način, da bi bila to satira, ampak na način, da je to upisano v njegov lik, kako se premika, kaj se tam dogaja, ko stopi z une ladje in nosi une krste in je cel nek tak. Pa recimo na koncu pač ta cela scena z njegovim, s to prevaro in z njegovim umiranjem in z vsem je pač totalno teatralično, dramatično, ampak mislim, da je to tisti pravi duh, da je nekako, da včasih se preveč resno vse skupaj jemlje, pa mogoče ni nujno in pa ni treba, oziroma kaj zgubimo s tem, da vse jemljemo ful resno. To se nekako pri takih primerih sprašujem. Ker on tam, veš, ko povabi ga v grad, pač in tam je vse neki zaprašaj in tam neki jeni laskaj, nekaj se učuda, pač si rečeš, ok, dobro, pač, kaj pa še ta grad, ni ta grad iz naše vizije tega čudovitega gradu, pa tam na koncu, ko vsi drugi, mislim, ponavad, te vampiri, pač ta njihova smrt ali pa ta propad, se v nek prah ali pa neka svetloba in presije, pa se neki na pol pač razprašijo, medtem, ko on pač ful komično, ampak obleži tam na tleka in tak ščurek, kar je ful tak v bistvu, si bolj predstavljam, da bi bilo nekaj, kar bi se zgodil, če bi res on bil okrog. Ja, zdaj protagonisti v fantaziji imajo ponavad,
prevzamejo vlogo objekta, preko katerega se uresničujejo želje. Kako bi to sestavili skupaj z gradivimi materiji? Privlačnost tega nekega prepovedanega. Privlačnost, zato ker predpostavljamo, da imamo tudi prepovedane želje. Življamo čez materije. Ja, pa še to pač ta fizični del vampirizma, ta prisesanost na nekoga, pa ta stik, pa to, a ne, ne, to ne, se pravi ta akt, ki je zelo, pač resno Karmilo, ki si je omenil, če Karmila se mi zdi zelo temeljno delo za razumevanje teh vampirskih fiktivnih likov. In nekako pri Karmili je res čista ta neka erotika, taka skoraj lepa, ne, taka nedolžna, pač da je punci, pa nekako vse manj tak prikrito, pa mislim iz tega nekako, ja, jaz to vidim, da se to zelo povezuje s tem. Ja, sem tudi, kar razlika, da sta bili lepi mladi punci, vse je lušno, dokler ni, ker ena je drugo, To se mogoče tudi v različnih odnosih veliko zgodi, da misliš, da je vse ful lepo, pa pogotoviš, da te je nekdo malgritsko. Kako leto, ali pa ne ve, ker nisi bil ful pozoren. In se ti še za pozoren, šele za nazaj izraješ ta njegov portret, ne, ki je 200 let star, ne. Pa mislim, da mi. Bolj protagonist, Julija, tebe sicer mogoče včasih malo preseneti, ker ti dokumentira, da ni najbolj likeable. Ne, da me preseneti, ampak preseneti me, koliko ljudi to misli. Meni je okej. Pač mislim, ne bi bila poročena z njim, ampak več kvidov bila. Mislim, mnogo ljudi hoče ravno to. A si ga zanadaš? Stalo takega, da ni najbolj prijeten? Ja, meni je tako v redu. Pač mislim, meni se tak zdi najbolj zanimiv. Pač najbolj človeški, meni se na tak način zdi podoben nekim mojim slabim lastnostim, ki so mogoče pač tukaj pripeljane do nekega ekstrema. In zaradi tega mogoče jaz boljše počutim, ne rečem, ampak mogoče. Mogoče na tak način pač testiram, kaj bi se zgodilo, če bi nekega dne sam pač pustila vse moje zavore. Torej slabe stvari. Točno to? Ne, tega pa predstavno ne. Zdaj pa greš predalec. Ok, vaja odprej, zdaj ste lahko malo bolj predvidni, ker veste, kaj vas čaka. Zamislite si svojega najljubšega svojo najljubšo vrsto heroja, protagonista. Kakšne primere imamo? Od klasičen heroj, kaj imamo še napisano? Da sem pozabila že. Treba mi pomagati. Kakšne vrste protagonisti postajajo? Tak, ker v bistvu malo si mislim tako. Ja, Kaj si, nekaj nima več. Ja, pa imamo maščevalca, pa imamo kakega modreca, take zadeve, ne? Mogoče pa si tako. Kaj? Tega, kaj se znajde. Ama chosen one. Ta tako se kar znajde, mogoče, kaj moraš gledati. Nekdo, ki se znajde v neko sredstvo, nekaj, da nek ne razume. Ja, ne vem, kako bi zmedenec. Kaj hodi okrog in pač tak. Grem pa tudi nazaj. Mislim, da se kar v moj slovesi, pač malo glodiš in gledaš. Vedno se čas maja. In ja, super. Kaj se s tem pogajam? Spet isti disclaimer, spet so čisti liki, spet niso vsi, sam kakšna pač je fantazmatska podstat, se pravi, kakšno željo se da projicirati na neko vrsto junaka. Verjetno, da niste že vsi preveč zatromljeni.
A ima kdo kakega, ki ni tukaj napisan? Lahko jih več izberete, samo pa imate več tih. Boljši izbrer tistega, za katerega si ziher, da ni. Tako, kaj si prav postavil par darovnici, se mi ne tudi, da neki projekt, prav rečeš, ne veš. Meni, bolj ne vem, čist vem, ne. Pa da pogledaš, kaj... Yes. Da tudi, ja, tudi del, ne, a ni samo. Gotov. Na tej točki mogoče nimam tabelice za negativce, tako da lahko kaj rečemo o negativcih. Ja, kaj nimam tabelice za negativce. Malo sem šla v s temi tabelicami, ko so rečemo odpadla. Včasih so negativci boljši. Zakaj mislite, da so negativci boljši? Bolje rečeš. Ne vem, to je zdaj preveč. Več vas, da nikdo ne pomoge. Ne, se mislim, da če lahko ugibam, kaj si hotla reči, mislim, da si hotla iti v smislu teh malo vampiri so lahko tudi negativci, ne? Pač nekaj malo bolj nedružbeno najbolj zaželjene želje lahko projiciramo v njih, take, ki jih ne bi dejanili, take, ki jih mogoče celo skrivamo, upam, da ne. Nezavedno je pač širok, kompleksen tvoj jav, bolj ga si ok s tem, kar se tam dogaja, bolj lažje funkcioniraš ponavadi, pa bolj uživaš lahko bolj v takih vampirih in dobrih negativcih. A imamo še kak primer dobrega negativca? Je dost. Ja. Na meni so všeč take, ker sem ful poistovetim s tem njihovim pogledom na svet, ki malo skaziraš, pa se ima prav v resnici. Pač kako to izvaja, recimo, je mogoče problematično, ampak ta končna vizija je pa v bistvu čisto pametna. Ne vem, Karmila iz Castlevania. Tam so poante, to postajajo, ne vem, kaj si. V bistvu, ker navijaš za tega, da bi pač neki zrihtu. Ker včasih se mi zdi, da pol tisti, pač vsi te dobri, pa ti, ki tam okrog pač se sprehajajo, pač oni so čisto preveč zadovoljni. In čisto preveč včasih ukalupljeni že v nek sistem in že malo prani glav, pa nekdo pride pa reče, pa dobro, to je vam v redu pač. Ne bi mi kaj spremenili, pač kje imate kako vladarico, tle so sami neki, tle v teh srednjeveških harinah, to ne bo šlo, pač ne bi eno tako carico, jaz sem carica, kje je zdaj moja krona, pač jaz to podpiram, ne vem. Včasih se zelo, ne vem, meni so zelo dobro napisani, ali pa te, ki so zelo tak, res pa vse sami dobro rekla, več sivi, no. Mislim to, da imajo res te, pač, da nisem dobro pa slabo, no. Ampak da nekako te, mislim, v bistvu najmanj osebno padam glih na te, ki so ful narejeni v to, da bo ta totalni anti-junak, ampak bolj neki te, ki so nekako, ki si malo premišljujejo, ali pa ki malo ne vejo točno kaj bi, ali pa ki neke stvari zelo dobro naredijo, pa imajo neke redemption arke, pa imajo neke, da so bolj kompleksni, no, v tem smislu, da ne moreš pač pokazati njega, pa reči, to je zdaj ta glavni anti-junak, ampak da bi nekako lahko rekel, ene stvari ima pa tudi prav, ali pa ene stvari pa v bistvu ne. Se pravi, ja, v bistvu so tam, da znormalizirajo nekaj, kar bi hotel, da se pokaže na tle. Škoda, da mora biti to negativci, ne to kaže, da ni normalizirajo. Se dosti pa pač se mi zdi, da več sploh ni v fantaziji pač zelo jasno, kdo je negativski. Recimo, če mene nekdo vpraša, kako je v Game of Thrones negativci, tako vsi. Ampak mogoče en negativsko ti osebno najbolj antipatičen, ker je tako eno liko, ki pa ti je mogoče kakor to, kaj res nekaj svinskega naredil in pride ta drug negativci in tega negativca ubije. In si sem tako, mogoče ni tega negativca. Tako da ne vem, všeč mi je, da je velikrat ta kompleksnost. Pa tudi to je do koga negativc. Tako da, ja, ne več. Ja, mislim, da moramo počas, ja, nekaj tam lahko imamo vprašanje. Ja, jasno. Lahko imamo še kako vprašanje. Drugače imamo še to materijala. Več ste še prihodnje. Ja, čak imamo. A ja, tole, a se da, kako bo čelo to pisati? Sam to sem hodila. To imamo super metode. Tabelico za super moči imamo še ta
A ste gledali ta del od Powerpuff Girls, ta je njena super moč, da lahko kliče mačke. Drugače obstaja en video, pač z mačjim, mislim, da boš tako nek catcalling, mislim, ne catcalling, ampak nek video je pač, kjer tako se mačka oglaša, brez tisti on zvok in pač, če ko spustiš, mačke pridejo, pač preverjeno, dokazano, samo povem pač. Nadgradno sem prepočile, super, hvala. Ja, tale tabelica je bila, to je začelo No, jaz sem tudi furala čevap. Ja, pa sej pa smo imeli še živali pripravljene. Čevapni elementi so pa res. Pa super moči, pa take zadeve. Ampak spet to je zelo obzirno. Izklej. Ja, to. Veš je super moči, no, manj se To je to. A so? Ne, to je super moči se A so? Ja, ne. Drugače ta zadeva je ekstremno kompleksna in temelji na zelo velikih virih in tako naprej. Terapija s Se ne gre drugač, terapija ne more biti brez pomoči fantazije. Lahko pa, čeprav zdaj si mi dala, da je lahko, ne vem, čarovniških šlopov na sebi, na terapija. To je bil zabaven eksperiment. Ok, to je to za danes. Hvala lepa.